Gospe in gospodje, dovolite, da vas pozdravim na današnjem pogovornem večeru z naslovom Slovenija pred odločilnimi državnozborskimi volitvami v organizaciji občinskega odbora SDS Idrija. Med nami prav lepo pozdravljam naša današnja gosta, gospoda Janeza Janšo, predsednika Slovenske demokratske stranke in poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije. Ter poslanko v Evropskem parlamentu Patricijo Šulin. Za začetek k mikrofonu vabim predsednika občinskega odbora SDS Idrija, gospoda Kristjana Brusa. En lep dober večer v imenu občinskega odbora Idrija, prav vsem, ki ste prišli na ta, verjamem, zelo zanimiv pogovorni večer. Pozdravil bi našega predsednika gospoda Janšo, evropsko poslanko gospo Šulinova, tudi poslanka Irgla se nam pridružila in župan Čadež. Tako da vsem želim en res lep večer. Ko bo stvar šla k zaključku, boste imeli možnost tudi kaj poprašati. Tako da dajte vprašati danes, zdaj bo čas in da ste dobili prave odgovore, da ste vedeli, ko bo čas prav obkroževati. Hvala. Preden preidemo na aktualno politično dogajanje doma in Evropski uniji, pa naj zazveni slovenska pesem v izvedbi pevskega sestava Cerkljanski zven iz Cerknega. Komu ne prid veselo, zdravico, bratječko, zavi, Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svit. Bratev se, kar nas je sinov, sloviče matere. Bratev se, kar nas je sinov, sloviče matere, sloviče matere. Živile si narodi, ki hrebteni dočakat dan, da kuder sonce hodi, prepiri svita bo pregnan. Daroja, krozbo sakne vrak, leso sed bo meja. Daroja, krozbo sakne vrak, leso sed bo ne vrak, leso sed bo meja. Slovinec sem, tako je materialna. Ko me je dite pestovala, Zatorej dobra vim, slovinec sem. Zatorej dobro vim, slovinec sem. Slovinec sem, jaz ljubim očetnjavo. Gorim za njeno čast in slavo, Kar čutim, ko povem, slovinec sem. Kar čutim, to povem, slovinec sem. Slovinec sem, od zibeli do groba. Ne gane moja
moja se zvestoba, neka ne moja se zvestoba. Da sem nareči smim, slovenec sem. Da vsem da reči smim, slovenec sem. Da vsem da reči smim, slovenec sem. Da vsem da reči smim, slovenec sem. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih ravan. Po letni vročini na strme vrhi, da tam si spočije v samoti srci. Jer potok izvira v skalovju hladan, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, če tudi je svet, začaral s čudesi mi večkrat pogled. Tuji nasmehljaje kazala mi kras, le na te sem mislil ljubiče vsak čas. O tebi sem sanjal sred svetlih dvoran, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj, Triglav, spominu mi je tvoj čar, zato pa te ljubim in bom te vsak dan. In zadnja ura odbila mi bo, pod tvojim obzorjem naj spava telo. Jer ptički radostno naznanjajo dan, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Smo fantje z vasi, žilave rasti, slovenske besede, pogumne krvi. Smo tam kaj doma, kjer morje šumlja, kjer trta rodi in sneg ne skopni. Ni fantom nas mnogo, gojimo pa slogo,
če sila preti, je eden za tri. Ni fantom nas mnogo, gojimo pa slogo, če sila preti, je eden za tri. Nihče ne ljubi domovine, ker je velika, temveč, ker je njegova. In z gotovostjo lahko trdim, da prav gotovo to velja tudi za naša današnja gosta, gospoda Janeza Janšo in gospo Patricijo Šulin. Dobrodošla v Idriji. Prosim, da se mi pridružita na odru. Poslanec in predsednik največje opozicijske stranke imate informacije iz prve roke. Kakšna je trenutna politična situacija v Sloveniji? Se Slovenci in Slovenke sploh zavedamo resnosti položaja, v katerega so nas pripeljale leve vlade pod vodstvom novih obrazov? Ja, ne vem, če imam ravno iz prve roke informacije, tako da mogoče kdo razočaran. Sem pa vesel, da se lahko danes tukaj v Idriji ponovno pogovarjamo o teh stvareh in že na začetku ste zastavili to bistveno vprašanje, na katerega bomo mogoče na koncu tega pogovornega večera šele lahko, potem ko potegnemo črto pod nekatere teme, dali bolj celovit odgovor. Zdaj, lahko pa že do naprej govorimo o občutkih. Različni ljudje se pač zavedamo različne situacije in različnega položaja, odvisno kje živimo, kaj občutimo. Ni to odvisno samo od družbe, širšega okolja, ampak tudi od družinskega okolja, od tega, kako se osebno počutimo. No, ampak vendarle neka splošna ocena oziroma neko splošno vzdušje pa je vedno nekaj, kar na nek način občutimo. In danes bi lahko rekli, da živimo v nekem protislovnem času. Po eni strani po dolgih letih krize, po 7 letih recesije in tako naprej ponovno spremljamo ali pa, ne bom rekel občutimo, ampak gledamo pozitivne rezultate slovenskega gospodarstva. Lani je imela Slovenija 5% gospodarsko rast. Država, vlada troši na vse možne načine. V tem mandatu se recimo v administraciji in javnem sektorju na novo zaposlilo skoraj 10.000 ljudi. Tudi nasploh v družbi je brezposelnost relativno nizka. Ne zgolj zaradi gospodarske rasti, novih programov in novih služb, ki se odpirajo v podjetjih, ampak deloma ravno zaradi tega, ker smo povečali že itak prevelik javni sektor. Po drugi strani pa tudi zato, ker 30 do 50 tisoč naših rojakov, še se na Štajerskem in Koroškem, dnevno hodi na delo v Avstrijo, v sosednjo Avstrijo. Tako da nizka brezposelnost ni enaka visoka zaposlenost. Danes smo tukaj še vedno pod ravnjo krize, pred krizo, se pravi pred letom 2008. Ampak tisto, kar pa večina prebivalcev v Sloveniji v tem času občuti, je pa to, da recimo teh 5% gospodarske rasti ni tudi 5% povišanje standarda, se pravi plač in pokojnin. V tem času so plače zrasle za dober odstotek, pokojnine pa niti temu niso sledile. Ta povišanje pokojnin, ki jih zdaj dobivate, vidim
tudi številne, ki ste že v pokoju. Ta povišanja so majhna, ne. Se pravi, je to neka skromna razlika, ne, ki jo konc meseca, kada pride do teh minimalnih povišanj, občutijo v denarnici. Recimo v mandatu 2004-2008, zdaj, če pogledate odrezke od pokojnin ali pa odrezke od plač, recimo 1. januarja leta 2005, pa 1. junija 2008, boste videli, da je tam povprečju, mogoče ponekod več, ponekod manj, povprečju so se takrat plače povečale za 25% in pokojnine so se usklajevale s plačami. Še takrat. Se pravi, to je bil nek čas rasti, ki se je poznal tudi v žepih, zdaj pa imamo nek čas rasti, ki se v manjši meri pozna v žepih. Eden od razlogov za to je v slabem upravljanju naših javnih financ, skupnega premoženja, upravljanja z državo v času krize, kjer se je Slovenija izjemno zadolžila. In danes damo samo za obresti za te kredite približno milijardo na leto, milijardo evrov na leto. To je več kot 2% bruto domačega proizvoda. In seveda, če odplačuješ pufe, tega denarja ne moreš porabiti. Zato se to ne pozna v zadostni meri v standardu, v denarnicah, višjih plačah in pokojninah in zaradi tega nekega občutenja, kako je vse v redu in kako vse cveti in kako je krize pravzaprav konc, širše med ljudmi ni. Še vedno se govori o krizi, čeprav makroekonomski kazalci govorijo drugače. Tudi nekega velikega optimizma v tem smislu, ne. Zdaj pa gremo pogumno in hitro naprej ni, čeprav razlogi za to niso zgolj ekonomski. So tudi drugi globli, ampak da nam predolgo o tem odgovoru, mogoče v nadaljevanju, kaj več o tem. Gospa Šulin, ste poslanka v Evropskem parlamentu. Slovenija je postala članica EU s 1. majem 2004. Kaj je Slovenija s tem pridobila in kako v Bruslju gledajo na Slovenijo? Najprej en lep dober večer. Hvala občinskemu odboru Slovenske demokratske stranke za povabilo. Jaz sem vesela, da sem lahko danes tukaj med vami in da vam lahko podam določene informacije v zvezi z Evropsko unijo, v povezavi z Slovenijo. Sem pa ob koncu seveda pripravljena odgovoriti tudi na vaše vprašanja. Če pa se obrnem na vaše vprašanje, ki je povsem na mestu, moram povedati, da me zelo žalosti, ko hodim širom po Sloveniji in ugotavljam, da ljudje, vsaj po mojem mnenju, bore malo vedo o delovanju Evropske unije, kot tudi o tem, kaj ima Slovenija od članstva v Evropski uniji. Sama menim, da je Slovenija z vstopom v Evropsko unijo veliko pridobila. Kajti Evropska unija je najprej projekt miru, šele na to projekt prostega pretoka ljudi, kapitala in storitev. Ena temeljnih vrednot ustanovnih očetov Evropske unije pa je mir. Torej, Evropska unija prvotno ni nastala na potrebi ali misli po gospodarski rasti, seveda kasneje tudi to, ampak je denimo eden od ustanovnih očetov Evropske unije, Robert Schuman, razvil idejo, da vkolikor se bodo države med seboj politično in seveda tudi gospodarsko povezovale, bo v Evropi zavladal mir. In kot vidimo, že vse od druge svetovne vojne je vlada na evropskih tleh mir.
v glavnem, če tako rečem. Ne. Seveda, mi Slovenci ne smemo pozabiti na vojno za Slovenijo, ampak dejansko gre za, bom rekla, ta privilegij, če temu lahko rečemo zamir, ne, ki se pa je za njega potrebno zmeraj prizadevati. Slovenija bi brez vstopa v Evropsko unijo bila gospodarsko še šibkejša. Tudi brez skupne valute evro, v katero je vstopila prav v prvi Janševi vladi, bi Slovenija zelo težko konkurirala evropskemu in seveda tudi svetovnemu gospodarstvu. Ne. Takrat smo imeli ob vstopu v Evropsko unijo tolar, ne. Tako da si ne predstavljam že, naprimer, kako bi s to valuto lahko konkurirali evro in drugim valutam, ki so v obtoku. Slovenija je tudi še vedno neto prejemnica evropskega denarja, kar pomeni, da v evropski proračun vplača manj, kot iz njega dobi. V letu 2017 je Slovenija v evropski proračun vplačala približno pol milijarde evrov, iz evropskega proračuna pa je nazaj prejela približno milijardo evrov, ne, kar pomeni, da je skoraj pol milijarde evrov dobila več, kot je vanj vplačala. Denimo Nemčija je ena največjih neto vplačnic v evropski proračun in če sem povedala ravno kar, da Slovenija vplača pol milijarde evrov v evropski proračun, vam lahko povem, da Nemčija v evropski proračun vplača 23 milijard evrov. To pa seveda za voljo dobrega gospodarstva v Nemčiji. Na prvi pogled se ta beseda neto prejemnica oziroma da dobimo več, kot vplačamo v evropski proračun, vsakomur za prvi hip zazdi tako fajn, ne, da dobimo več denarja nazaj, kot smo ga vplačali. Vendar jaz sama bi za Slovenijo želela ravno obratno, da bi bila neto plačnica, torej da bi plačevala več, kot prejme nazaj. Zakaj? To bi pomenilo, da je naše gospodarstvo na zelo visoki stopnji, da imamo nizko brezposelnost in da je Slovenija konkurenčna država in da ima tudi zelo uspešen trg. Tudi skoraj da v nobeni občini ali pa v nobenem kraju v Sloveniji, tukaj je med nami tudi župan Gorenje vasi, Poljane, pa tudi v Idriji, vem, da je bilo veliko projektov zgrajenih prav s pomočjo denarja iz Evropske unije. Mislim, da so v Idriji z evropskimi sredstvi obnovili tudi Idrijsko Belo, torej vaš vodovod, ne, pa kar veliko prometne infrastrukture, tudi vaš center kulturne dediščine menda in tako naprej. Tako da že iz tega vidika ima Slovenija z vstopom v Evropsko unijo veliko pridobitev. Da ne govorimo o prostem pretoku blaga, ljudi in tako naprej. Se tudi vi spomnite še tistih časov, ne, ko smo na mejah morali kazati dokumente, pa kako pri nas se ni dobilo kave, kavbojk in še kaj, ne, in kako je bilo to potrebno iti onkraj meja. Ti časi so minili, jaz upam, da se ne bodo več vrnili, čeprav nekateri, ki oblikujejo bivšo državo, ne, pozabljajo na vse to. Iz mojega vidika, tudi zato, ker živim tik ob meji, mislim, da je sramotno to, ne, da moraš početi, kar ste ali pa smo počeli včasih zaradi tako nizkega standarda, ki je veljal v takratni Republiki Jugoslaviji. Mladi, ki ste tukaj ali pa tiste, ki jih imate doma, najverjetneje, če pa ne svetujem, da izkoristijo tudi sredstva, ki so namenjena za izmenjavo študija in delovnih praks. Govorim o tako imenovanem Erasmusu+, ki je ogromno študentov tudi iz Slovenije omogočal in omogoča seveda to, da se lahko med študijem
izmenjujejo, tako da gredo študirati v drugo državo in tudi drugi študentje iz držav Evropske unije prihajajo k nam. Je pa seveda v Sloveniji veliko še za postoriti. Vprašala ste me tudi, kako gledajo na Slovenijo iz Bruslja, menda vas to zanima. Ja, tako bom odgovorila, kot kdaj, ko si zaslužimo, da nas pohvalijo, nas zagotovo pohvalijo, vendar zadnje čase je teh pohval bolj malo, konkretno v Evropskem parlamentu, tudi v Evropski ljudski stranki, kjer sem kot poslanka Slovenske demokratske stranke tudi sama priključena, pa ne samo v tej stranki, tudi sicer se zgražajo nad, bom rekla, sodelovanjem predvsem zunanjega ministrstva, pa tudi predsednika vlade, pa tudi, če tako rečem, predsednika republike, ki velikokrat odhajajo na obisk v Rusijo. Najbrž bi bilo potrebno, da bi odšli kam drugam. Pa tudi ta namera po priznanju Palestine je povsem zgrešena strani naše zunanje politike. Vse to seveda vidijo tudi iz Bruslja, vedo zagotovo tudi o pranju iranskega denarja v Novi Ljubljanski banki. Tudi zahteve, kot veste, so iz Bruslja po prodaji Nove Ljubljanske banke, ki pa se ji krčevito upira trenutna vladna struktura. Gospod Janša, čedalje več je evroskepticizma, tudi med politiki. Zato me zanima, kakšna bo prihodnost Evropske unije. Kot vemo, Velika Britanija že odhaja. Ja, in to seveda ni dobro, do tega britanskega referenduma oziroma Brexita. Nobena država Evropske unije ni zapustila, veliko držav je še v vzhodni soseščini in na tako imenovanem Zahodnem Balkanu, ki želijo vstopiti v Evropsko unijo. Tukaj so tudi nekatere države čez Sredozemsko morje, v Severni Afriki, ki bi se rade priključile Evropski uniji, Izrael recimo tudi. Libanon včasih, zdaj sicer v Rasulu. Ta odločitev Britancev, sicer s pičlo večino, pa vendarle z večino, pa je ta trend obrnila. In verjetno prvič, odkar Evropska unija obstaja, lahko govorimo o neki krizi. Prej se je velikrat govorilo o krizi, čas smo rekli, zdaj Evropska unija po tem razpoloženju ali pa po tem kriznem govorjenju postaja podobno Jugoslaviji. V ranki Jugoslaviji je bilo vsako leto ali krizno ali pa jubilejno. Ni bilo nekega normalnega, vse je bilo eno ali drugo ekstremno, tudi od te gospodarske krize, grške predvsem, evrske krize, je bilo ogromno črnila prelitega o tem, kako bo Evropska unija razpadla in tako dalje, pa neke resne nevarnosti za to seveda takrat ni bilo. Šele z odločitvijo Britancev je to postala tema, ki je relevantna. Velika Britanija je velika država, je vojaško najmočnejša država, članica Evropske unije, je velik del, predstavlja velik del ekonomije, skoraj petino evropske ekonomije, Velika Britanija ima vrsto, kako bi rekel, strateških prednosti na različnih področjih, glede na to, da je bila včasih največji imperij, še v 18. stoletju. Tako da to ni kar tako. To ni tako, kot če bi recimo Grčija zapustila Evropsko unijo. To je nekaj več. Velika Britanija je evropska velesila in Evropa po tem odhodu ne bo več enaka. Zdaj bo obstala, z vidika interesov Slovenije, jasno si vsi želimo, da bi obstala. Zdaj okolje okrog nas, v resnici na ljubo,
nikoli v naši zgodovini ni bilo še tako dolgo obdobje, ko zdaj, odkar smo v Evropski uniji, tako naklonjeno razvoju Slovenije. Tudi prvič v zgodovini nekdo nekaj plačuje Slovence. Prej smo vedno mi plačevali drugim. Še največ zadnja desetletja življenja v bivši Jugoslaviji. Predstavljali smo 8% prebivalstva, prispevali smo pa v beograjske blagajne včasih tudi 25%. Samo z jugoslovansko vojsko, ki nas je polsko napadla, smo v nekaterih letih dajali tudi milijardo ameriških dolarjev na leto. Skratka, zelo velik strošek za nerazvite, tako imenovane, stotine milijonov. Zdaj se prvič dogaja od leta 2004, deloma, ko smo tu predpristopno pomoč dobivali, praktično od leta 2000, da nekaj, kar ustvarjajo drugi, lahko mi porabimo. To se tudi pomeni, kot je prej Patricija dejala, da so drugi bolj razviti od nas. Se pravi, mi smo pod evropskim povprečjem. In ena od politik Evropske unije je tako imenovana kohezija, da se približno standard v Evropi izravna, zato tisti, ki so bogatejši, prispevajo tudi tistim, ki so manj razviti. Seveda tukaj ne gre zgolj za neko čisto solidarnost, pa altruzijo in tako naprej. Gre tudi za interes. Ker če bo Slovenija postala bolj razvit trg, če bodo plače v Sloveniji višje, bomo tudi več trošili. Bomo tudi več nemških avtomobilov kupili ali pa francoskih. Skratka, te stvari so povezane. In to je dobro, da ne gre zgolj za neko dobro voljo nekoga, ki je usmiljen, ampak da gre tudi za interes, ker to pomeni, da je to nekaj, kar je trajnega in kar seveda dela Evropsko unijo privlačno. Je pa še posebej po teh dogajanjih, najprej s finančno krizo, predvsem pa z migrantsko krizo, prišlo tudi do velikih razhajanj znotraj Evropske unije. Po mojem osebnem mnenju, predvsem zaradi nesposobnosti ljudi na ključnih položajih, ne samo v evropskih institucijah, ampak tudi v nekaterih ključnih državah članicah. Reakcija na pritisk migracij iz soseščine, kar bo trajen problem, lahko kasneje povem nekaj številk, da bo slika mogoče bolj jasna. Reakcija je bila napačna. Je porušila nek red in ko se red poruši, nastanejo veliki problemi. Zdaj, Bog je stvarstvo ustvaril tako, da obstaja zaradi nekega naravnega reda. Nasprotje reda je kaos. Kaos je kot temeljno gojišče konfliktov in na koncu zla. Tako da nek naravni red stvari je pač tisto, kar omogoča normalno življenje človeštva, normalno življenje v družbi. In v Evropski uniji smo pač različni narodi, narodi z različno tradicijo, različno kulturo in tako naprej. Slovenci smo tle neka, kar se te tradicije tiče, neka mešanca. Na 500 let smo večinoma živeli v času Avstrijskega cesarstva, kasneje Avstro-Ogrske, in to je ustvarilo neko mentaliteto, neko podlago, relativno dobro. Recimo pred stoletji, pred razpadom Avstro-Ogrske, je bila povprečna razvitost slovenskih dežel večja kot severna Italija, ki je bila takrat tudi že v Avstro-Ogrski.
Potem smo prišli najprej v kraljevino, potem pa v socialistično Jugoslavijo. To nas je dalo mal dol, pa mal tako imenovanih balkanskih navad smo si nalezli, ampak zelo bistveno to nacionalnega tkiva Slovence v smislu delovne etike, kulture, gospodarjenja, občutka za realnost ni ubilo. So pa seveda v Evropski uniji tudi mediteranski narodi, kjer je pogled na pravila nekoliko bolj ohlapen, in so seveda severni, kjer je pa to zelo pomembno. Občutek za red, spoštovanje pravil, zakonov in tako naprej. Do pred par let je veljalo, da so tukaj Nemci favoriti. Pravi, če ima sestanek z Nemcem, gospodarstvenikom, komorkoli, pa zamudiš, si že opravil z poslom, več ali manj. Tudi v evropskih institucijah je veljalo, da Nemci so striktno zahtevali spoštovanje pravil, ko je prišlo do te grške krize, ko si odkrili, da Grčija goljufa, sploh pri statistikih in nemški finančni minister rekel, red mora biti, pravila je treba spoštovati, tudi če so slaba. Če slaba jih je treba najprej spremeniti, potem pa bomo delali drugače. Dokler pa nek predpis velja, ga je treba izvajati. In z tega vidika so bili Nemci nek faktor stabilnosti v Evropski uniji. No, potem je pa prišla migrantska kriza in nemška kanclerka je izjavila Dublinske uredbe. To je uredba, kjer piše, da imaš, če si ogrožen, če nisi, da si ogrožen, imaš pravico do azila v prvi varni državi. Nimaš pravice, da si zbiraš med 28 državami, članicami Evropske unije, eno državo, kamor bi rad šel, pa greš tja čez 3-4 varne države, ker pač misliš, da ti bo tam bolj všeč. Mednarodni predpisi, Dublinska uredba, ki velja za Evropsko unijo, določa, da imaš pravico v prvi varni državi, naprej pa ne. In šengenski princip varovanja zunanjih meja Evropske unije tako zgrajen in tako naprej. No, ko je prišlo do te krize, je Nemčija rekla, pač so malo razmere drugačne, zdaj pa tega ne bomo upoštevali. Dublinska uredba je veljala. Mi smo pa lahko takrat gledali potem, ko so Madžari zaprli mejo 10 do 15 tisoč ilegalnih migrantov, ki so korakali čez Slovenijo, potem smo jih vozili z vlaki v Avstrijo, Nemčijo in nastal je kaos. Nastal je kaos, ki je imel strateške posledice za Evropsko unijo. Zelo verjetno je to bil tisti jeziček na tehnici, ki je tudi prevesil glasovanje na britanskem referendumu. Vrsta držav je zapadla v politično krizo, vključno seveda z Nemčijo. Prvič v zgodovini te države se je zgodilo, da so rabili pol leta, da so sestavili vlado po volitvah. Nemci, ki so bili zelo hitri, jasni in tako naprej. Volitve so imeli septembra, vlade še zdaj nimajo, zdaj vsaj formalno so postopki, v glavnem pri koncu, pa že to je šlo zelo težko. Naenkrat so dobili novo stranko, ki je prednji blok, ki ruši vse možne politične kombinacije, še vse se je to naslednjič pokazalo na volitvah. In nestabilna Nemčija je tudi nestabilna Evropa. Tako da tukaj je pred nami nek čas, ko se bo z veliko naporov popravljalo te strateške napake, nekaj se jih je že, in ko se bo, tako kot se je Evropa po tej finančni krizi z spremembami pravil, ustanovitvijo teh novih skladov in organov za nadzor bank, za stabilnost evra in tako naprej. Na enak način se zdaj spopadajo evropske institucije tudi z tem migrantskim pritiskom, ki pač ne bo minil. Evropa je bogata in stara, ko gre za starost prebivalstva, mediteranski obroč je pa reven in mlad. Povprečna starost v Afriki je
okrog 25 let. V Evropi pa je povprečna starost okrog 44 let. Povprečni socialni transfer za brezposelnost v Evropi je višji od povprečne plače v Afriki. To danes v Afriki ve vsak, ki ima mobilni telefon imajo v Afriki danes otroci tudi tam, ker ni ne elektrike, ne vode nič. Ker se je ta tehnološki preskok zgodil. Od sporazumevanja z bobni in z golobi do brezžične telefonije, žic ni bilo vmes v tej fazi. Ta pritisk bo še naprej in Evropa nima prostora fizično, tudi če bi vse ostalo zanemarili fizično, v Evropi ni prostora za stotine milijonov ljudi, ki bi od drugod prišle na evropski kontinent, če bi se meje odprle. Tako da tukaj Evropa čaka nekaj zelo težkih korakov, da vas ne utrujam z temi razpravami, ki zdaj potekajo na različnih nivojih, od zavarovanja znanje meje, kjer bo to pač dejansko meja, do vzpostavitve nekega skupnega obrambnega jedra za posredovanje na kriznih žariščih v soseščini, za kar je pač NATO neprimeren ali pa prevelik. In je to tudi naše dvorišče, se pravi, smo sami dolžni za to poskrbeti. Do drugačne organizacije razvojne pomoči, za to, da se te razvojne, socialne in ostale težke okoliščine, ki ljudi silijo v to, da iščejo nov prostor in za srečo v življenju, za uspeh v življenju v Evropi, da se bomo s temi okoliščinami, ali pa da se bodo, ker nikomu ne more 100% ti pomagati, ampak da se bodo oni sami z našo pomočjo spopadli s temi razmerami in da se bo na ta način ta pritisk ublažil. To pomeni bistveno drugačno Evropsko unijo, kot pa je ta, v katero smo vstopili leta 2004, ko se je verjelo, da da je samo tako imenovana soft power, se pravi mehka moč, denar, razvojna pomoč, diplomacija dovolj za to, da ta skupnost obstane in prosperira. Zdaj je jasno, da samo s tem ne bo šlo in da bo treba tudi to mehko moč, se pravi način financiranja, razvojne pomoči in tako naprej, bistveno reorganizirati, ker zdaj veliko denarja enostavno ponikne. Evropa je daleč največja članica, ampak daleč največji del mednarodnih daje daleč največ te razvojne pomoči nerazvitim, še posebej Afriki, glede na Združene države ali pa Kitajsko, Japonsko, Rusijo, če hočete. Ampak veliko tega denarja vzame korupcija, nerazviti sistemi, ponekod, ki niso, če nekje ni administracije, nekega načina, kako boš ti neke dobrine delil, potem to tako zgleda, to nekam nekaj pripelje in pol tisti, ki je najmočnejši, največ vzame. In običajno tisti ni najbolj pomoči potreben. Tako da najprej te sisteme treba vzpostaviti, torej bo ta pomoč učinkovita. Torej, pred nami je nek zelo zahteven čas, jaz verjamem, da ker po drugi strani ima Evropa silne kapacitete, v znanju, organizaciji, tradiciji, kulturi, tudi sredstev, praktično vsi viri in vsi inštrumenti za to, da se z temi resnimi razmerami Evropa spopade, obstajajo. Problem je v bistvu enak, kot ga imamo v Sloveniji, ker imamo tudi žive vere, da bi bili
bistveno više kot smo, ali pa da bi v teh 26-27 letih od osamosvojitve že postali Švica, ne? Naravne danosti so bile, ampak smo imeli slabo upravljanje in nerazumevanje situacije, enako je z Evropo. Tako da, s tem, da Evropa je še pač skupnost 27 držav, ker je treba vse uskladiti, skoordinirati. Pravi čudež je, da to na nek način deluje. Ne? Tisti, ki smo to od blizu videli, ali pa to morali zelo početi. Mislim, da to usklajevanje, vemo, kakšna nočna mora je to včasih. Ampak kljub temu, kljub vsem tem, je to vseeno nek prostor, ki ga je treba ohraniti. To, da mi danes lahko gremo k našim rojakom, Furlonijo, Julijsko krajino, v Trst, tam ni nobene meje, vmes nobene carine, lahko odpreš podjetje tam, ne, če si podjetnik. Zdaj v Avstriji sicer so spet kontrole na meji, ravno zaradi teh napak pri reakciji na migrantsko krizo, da se mlada generacija danes lahko šola po celi Evropi, da imamo program Erasmus, Erasmus+, kjer je ta izmenjava zelo ugodna. Se lahko potuje povsod, nabira izkušnje. To je veliko bogatstvo. To je nekaj, kar večina ostalega sveta nima in zato se je pač vredno boriti. Seveda na ta način, da skupnosti, ki pripadaš, na katere nekaj dobivaš in nekaj pričakuješ, tudi nekaj daješ. Ne pa, da v časih, ko je Evropska unija, zato ker recimo Ruska federacija ogroža našo vzhodno soseščino, okupira Krim in tako naprej, Evropska unija, katere del si ti, proti Rusiji uvede sankcije, ti pa istočasno povabiš njihovega predsednika, da daš možnost, da to pol pokritizira sredi Evropske unije in da to malo omili in tako naprej. To, kot je prej rekla Patricija, na ta način si ne krepiš pozicije med zavezniki. To je tako kot domač. Če se družina nekaj med sabo zmeni, da bo enotno nastopala, da ne smeš polti iti k sosedu, pa mu to vse povedati, pa še delati kakšne načrte proti članu tvoje družine, kako to zgleda. Si tako je Črnovca in približno tako je tudi v mednarodni skupnosti. Enako kot že Patricija omenila, vprašanje priznanja Palestine. Tukaj je soglasje mednarodnih skupnosti, da je rešitev te bližnjevzhodne krize v sobivanju dveh držav, se pravi Izraela in Palestine, in s tem se vsi strinjajo v načelu, tudi Izrael. Problem pa je v tem, da je znotraj Palestine prevladujoče politično gibanje Hamas, ki ima pa v statutu napisano, da je pa cilj tega gibanja in države Palestine, če bo nastala, uničenje Izraela. Če mi priznali Palestino, bomo priznali državo, ki ima v svojem statutu, v svoji ustavi napisano, da je njihov cilj uničenje sosednje države. Eden od pogojev Izraela, Združenih držav, vseh, ki na situacijo realno gledajo, je, da se Palestinci temu cilju odpovedo. Ker sicer bo priznanje samo ne nov konflikt, ampak oživitev ali pa okrepitev tega konflikta, ki že itak prihaja. Kje vidi aktualna slovenska oblast motive za to, da se prizna Palestino izven Evropske unije, izven kakršnega koli soglasja znotraj zavezništev NATO in Evropske unije, jaz res ne vem. Na koncu bom verjel, da gre tukaj enostavno za nek pritisk Irana, ker Iran je glavni sponzor tega Hezbolaha.
zaradi rabot, ki so se počele skupaj pri pranju te milijarde evrov iranskega denarja v letih 2009 in 2010, in kjer so nekateri tovariši v Sloveniji zaslužili zelo masne provizije in zdaj najbrž nekdo terja nekaj usluge. Ker nekega racionalnega motiva zdaj v 3 letih, odkar ta debata v Sloveniji traja, pri tej oblasti še nismo odkrili. Ne. Predstavlja pa seveda en tak korak veliko škodo. Ne. S tem si zapreš vrata v številne gospodarske vezi. Ne. Recimo danes, mogoče kdo med vami, ampak jaz ne poznam nobene multinacionalke močnega svetovnega podjetja, kjer vsaj finančni direktor ne bi bil jud, se pravi, ima neke veze z Izraelom. Tako da jaz tudi z tega vidika zadeva popolnoma iracionalna. No, kakorkoli, zdaj veliko stranskih vprašanj sem nehote odprl v tem odgovoru. Za Evropsko unijo se splača boriti. Ima svoje minuse, slabosti, probleme, marsikje je daleč preveliko zbirokratiziranost, napake so se delali in se še delajo, ne. Ampak rešitev ni v tem, da tako jo razbijamo, temveč v tem, da se ga itak ne moramo, zaradi Slovenije Evropska unija ne propadla, mi lahko gremo jutri ven, pa to se ne bo dosti poznalo. Ne. Se pa pozna to, da nič ne naredimo, zato da bi se to zavezništvo ali pa ta skupnost okrepila, ker enostavno trenutna vlada tega po mojem mnenju sploh ne razume. Ne. Torej, v interesu nas in prihodnjih generacij je, da neka stabilnost, v katero smo leta 2004 vstopili, da se ponovno vzpostavi in da se Evropska unija razvija na smernicah Lizbonske pogodbe, se pravi kot povezava formalno enakopravnih narodov, ker vsak lahko razvija svojo kulturo, ohranja velik del nacionalne suverenosti, ker pa se združuje stvari, ki jih je smiselno združevati, ker je to ceneje, bolj varno in tudi bolj smiselno. Tako da na Evropsko unijo ne gledamo kot na neko sveto rimsko cesarstvo, ne, kot je bilo včasih, ali pa na Božje kraljestvo, ki nikoli ne bo propadlo. Ne lahko propade, ampak gledam kot na čisto neko pragmatično povezavo, ki je nastala najprej, kot je rekla prej Patricija, zato da se po 2 morijah v prejšnjem stoletju na evropskih tleh, kjer je na desetine milijonov ljudi umrlo brez kakršnega koli smiselnega razloga, da se ponovitev tega prepreči in da se vsem, ki na tem prostoru živimo, zagotovijo normalni pogoji za blaginjo. Ne, in zato si je vredno prizadevati. Gospa Šulin, dotakniva se še področja davkov. Pred odhodom v Bruselj ste bili višja davčna inšpektorica. Verjetno smo si enotni, da so potrebne spremembe v obstoječi davčni zakonodaji. Kako doseči, da bo davčna zakonodaja bolj prijazna in poštena do davčnih zavezancev? Ja, okrog tega bi lahko govorili kar za polovico dneva, ne? Toliko previsokih davkov je Slovenija namenila nam, vam, državljanom. Predvsem so v Sloveniji previsoko obdavčene, kot tudi sami veste, ne, plače in tudi DDV, ki ga je druga Janševa vlada znižala, ga je že za časa Alenke Bratušek njena vlada ponovno zvišala, sicer menda takrat je bilo rečeno samo začasno, vendar je to postal kar trajan ukrep.
Seveda cesarju je potrebno dati, ne, kar je njegovega. Vendar, če je ta cesar potem tudi racionalen pri upravljanju pravzaprav z denarjem davkoplačevalcev. Zato imamo vedno pravico in tudi dolžnost vlado povprašati, kam pravzaprav daje naš denar. Proračun Republike Slovenije je letno visok približno za 9 milijard evrov. V zadnjih 25 letih pa naj bi po nekaterih izračunih odteklo v davčne oaze kar za okrog 30 milijard evrov. To se pravi nekaj več kot 3 letni proračuni Republike Slovenije. Tako da je tudi na tem segmentu, tako na strani Slovenije, kot tudi na strani Evropske unije, še zelo, zelo veliko dela. Slovenska demokratska stranka ima v svojem programu zelo, bom rekla, spodbudne davčne rešitve in je v svoj program unesla tudi vse te razbremenitve, ki sem jih prej naštela. Poleg tega, da predlagamo tudi tako imenovano družinsko skupno dohodnino, torej izračun dohodnine za tako imenovano skupno gospodinjstvo. V tem programu je veliko namenjenega tudi za mlade, denimo kako priti lažje do stanovanja, seveda z določenimi tudi davčnimi ukrepi in tako naprej. Seveda državni proračun se polni prav z davki, vendar je to področje davčno preveč visoko naravnano na naše denarnice, tako da potem kaj malega ostane, ne samo v denarnicah, torej nas državljanov, ampak tudi, bom rekla, v bilanci podjetij, zato ker takrat, ko je podjetje preveč obdavčeno, posledično tudi ostaja manj denarja za inovacije, razvojne projekte in tako naprej. Tako da je tudi to področje v Sloveniji potrebno smiselneje urediti, kot je v tem trenutku. Gospod Janša, prihodnost Slovenije je odvisna predvsem od prihajajočih državnozborskih volitev. V Slovenski demokratski stranki je program že pripravljen. Žal pa izkušnje kažejo, da na zmago izdatno vplivajo mediji. K sreči je na slovenski medijski prostor vstopila Nova24 TV, zato je resnica čedalje glasnejša. Osrednji mediji ne morejo več vsega prikriti in pomesti pod preprogo. Kaj menite? Podobno. Na zadnjih državnozborskih volitvah je zmagala stranka brez programa. To je bila takrat lista Mira Cerarja. Zdaj, kako takšna stranka vlada, se je lahko spremljalo zadnja 4 leta. S kolegico Evo Irgl, ki sva člana državnega zbora, lahko v zadnjih tednih spremljamo situacijo, ko je ta največja stranka, ki je zmagala brez programa in ga še danes nima pravzaprav, odkrila, kaj parlament sploh je. In so nekaj mesecev pred koncem mandata začeli en čez drugega vlagati zakone v proceduro, zakone, ki nikoli ne bodo prišli na vrsto, ker je enostavno počasa zmanjkalo. Zgodilo se je celo, da je predsednik državnega zbora, gospod Brglez, tudi vložil svoj zakon. Človek, ki ima drugo najvišjo funkcijo po ustavi v državi, ki je član vladne koalicije, kjer imajo vlado, ki ima vse resore, ki ima 60 000 uradnikov, da pripravijo neke resne predpise in tako naprej. Ampak ne,
Zakon je vložil Inon Brglez. To mogoče oddaleč se ne zdi nič posebnega, ampak z vidika tega, kako parlamentarni sistem funkcionira, je to neko posmehovanje volivcem. 4 leta nič, potem pa zadnjih par mesecev, zato da boš lahko rekel, nekaj smo pa vendarle naredili, vlagajo zakonodajo. Edina obljuba, ki se jaz spomnim, ki je dal gospod Cerar pred zadnjimi volitvami, je bila, da bodo naredili zdravstveno reformo. Kadarkoli so kaj vprašali, je rekel, ja, zdravstveno reformo, pa etiko, pa moralo bomo dvignili. O etiki pa morali ne bi. Zdaj, kar se tiče pa zdravstva, pa stanje v slovenskem zdravstvu še nikoli ni bilo tako kritično, kot je danes. Imamo cele podsisteme zdravstvenega sistema, ki ne delujejo, od otroške kirurgije naprej. Imamo storitve, kjer so se čakalne vrste povečale za mesece, za leta. In imamo ministrico za zdravje, za katero je boljše, da je ni. Če ne bi bilo škode bistveno manj. 2 interpelacije smo vložili, 2 koalicijski stranki in Desus in SD so v razpravi priznali, da ministra dela slabo, ker ni bilo možno reči, da dela dobro, pa so kljub temu glasovali za njo 2-krat. Zdaj pa oni zbirajo podpise za njeno zamenjavo, ko je ta konc mandata. Torej, programi dejansko žal v Sloveniji niso ključni dejavnik zmage ali pa poraza na volitvah. Propaganda, to pa ja. Zdaj, kaj je propaganda? Propaganda je to, da gospod Erjavec, predsednik Desusa, mirno pred volitvami obljubi 1000 evrov povprečne pokojnine v državi. Pa potem pride vlado, se pravi do inštrumenta, da to obljubo izpolni, če je resno misli. In je seveda ne izpolni. Koliko med vami ima 1000 evrov pokojnine? Po 10 letih, odkar je to obljubo ima, vas je veliko, ki ima 1000 evrov pokojnine. Praktično ne bi smelo biti nikogar danes, ki ne bi imel 1000 evrov, ampak vas je zelo malo. Glejte, to se dogaja povsod, pred volitvami, ne samo pri nas, v drugih državah, če kdo kaj spremljal kampanjo pred zadnjim volitvom v sosednji Italiji, tudi lahko slišal, rekel, silno bombastične obljube in neumnosti, ki so bile izrečene. Ampak razlika med nami in njimi je v tem, da tam, če nekdo izreka takšne neumnosti, pač po 4 letih mediji te izjave objavijo. Ljudje vidijo, kaj je nekdo prej obljubljal, pa kaj ni naredil in lahko primerjajo in običajno takih ne izvolijo več. Pri nas niti slučajno. Če mi naredimo kdaj kako napako, ki jo tudi naredimo, ker vsak, ki dela, greši, to je stampedo po medijih po 2 tedna in vsaka napaka je razglašena za zločin. Od leta 2008, ko je gospod Erjavec dal tole obljubo, smo imeli volitve 2011, 2014, nikoli recimo teh 1000 evrov ni bilo v ospredju, da bi mediji njegovo izjavo živo objavili, pa vprašali, gospod Erjavec, ki pa teh 1000 evrov, ste bili skozi v vladi, da ne veste, kaj govorite, ali se to ni dalo uresničiti, ni bilo tega. Mogoče kako obrobno vprašanje, ki je. In Desus je potem 2012 dobil še več in 2014 še več. Zdaj, do danes je druga največja vladna stranka.
nobeni drugi državi to ne bilo možno, ne? Ob takšni prevari direktni. Vidite, to je propaganda. Ne? Propaganda ni to, da nekdo nekaj obljubi, pa ne izpolni, pa se to izkaže, to se povsod dogaja. Propaganda je to, da nekdo volivcem laže v obraz, ne? Pa ga mediji ne razkrinkajo. Mediji so ravno zato, da garantirajo neko verodostojnost v javnem in seveda tudi v političnem prostoru. In seveda, če se to vzpostavi kot standard, da nekdo laže, obljublja, ne naredi in to ni razgaljeno, zakaj bi potem delali programe? Zakaj bi nekdo potem resno pripravljal program za naslednji mandat, ker to itak nima veze. Tako približno se dogaja pri nas, kadar je leva vlada. Program je biti na oblasti, vse, kar iz tega izhaja, vse, kaj bo pa z ljudmi, z standardom in tako naprej. To je pa pol odvisno od tega, kako gre evropskemu gospodarstvu, od ukrepa Evropske centralne banke. Če ima Nemčija rast, jo nominalno zagotavljajo tudi slovenski izvozniki. Zdaj smo sicer slišali na nacionalni televiziji izjavo predstavnika Levice, da je ravno izvoz Ahilova peta slovenskega gospodarstva. Se pravi, ampak gledajte, če bi nekdo v Nemčiji tole izjavil, ali pa v Avstriji, politik na nacionalni ravni, kar poslanec seveda je, ne, katerekoli stranke, jaz mislim, da bi mogel v enem tednu odstopiti, ne. Ker bi imeli tak pritisk, da pač za idiote v parlamentu ni prostora, ne. Ok, on je še mlad, se bo mogoče naučil, pa ne prije čez 8 let, ampak pri nas, ko bodo razna soočenja in tako naprej, dvomim, da bo gospod Mesec kadarkoli soočen s to svojo izjavo, da je pojasnil. Ne bo. Ne. Bodo prijazno vprašanje, o čem malo se, malo tja. Tako naprej. To potem veliko ljudi zavede. Ne? Daj, če ni teh soočen, če ni primerjav in tako naprej, ljudje smo nagnjeni k temu, da pozabljamo. Ne? Pol prevladuje tisto, kar v osrednji mediji nabijajo, pa to, če to drži ali pa ne drži. Seveda pa del volivcev postane v taki situaciji tudi skeptičen in dobimo udeležbo na volitvah, kot je bila 2014, temu, kar je bila 2014, sicer ne moramo reči volitve, kvečemo ukradene, no. Ampak ljudje potem ne verjamejo več, da lahko ali pa nagonsko čutijo, da na volitvah lahko karkoli spremenijo in ostanejo doma in na ta način okrepijo glas tistih, ki na volitve gredo, glasujejo za svoje privilegije in tako naprej in za status quo, za to, da se nič ne spremeni. Saj star pregovor pravi, slabo vlado izvolijo dobri ljudje, ki ne gredo na volitve. To vlado, ki imamo danes, niso izvolili tisti, ki so glasovali za SMC, ne? Ker teh, ne, če gledamo odstotek od vseh volivcev, je bilo 16%, ne? Ampak tisti, ki niso šli na volitve, tistih 50%, ki ni šlo na volitve. In drug pregovor pravi, ne, če se nekdo ne želi ukvarjati z javnimi zadevami, pa pravi, politika je umazana, to ni zame, s tem se jaz ne bom ukvarjal, konča tako, da mu vladajo tisti, ki so manj sposobni od njega. In Slovenija je en tak tipičen primer takšnega stanja. Tipičen primer. Tako da, kot ste rekli, te volitve bodo zelo pomembne in usodne. Jaz mislim, da bo usodno
sodna udeležba na volitvah. Če udeležba takšna, kot je bila pred 4 leti, 2014, kakih bistvenih premikov, ki jih Slovenija potrebuje, na bolje ne bo. Ne. Boste vsako leto dobili za kak odstotek višjo pokojnino, če bo v Nemčiji gospodarska rast, če ne bo, bo kak odstotek nižja, če bo kriza, se vam bo prepolovila. Skratka, bomo plavali na nekem toku, ne da bi sploh prijeli za veslo. Če pa volilna udeležba bistveno višja, takšna kot je bila na prvih, drugih, tretjih volitvah v 90-ih letih, potem pa do sprememb bo prišlo. Tako da tisti, ki želimo, da se stanje izboljša, moramo predvsem ljudi prepričati, da ne gre dovolj. Ker s tem, ko ne gredo, tudi glasujejo. In glasujejo običajno za tiste, ki si jih nikoli ne bi želeli, da bili izvoljeni. In se potem hudujejo po gostilnah in po raznih srečanjih. Krivijo tiste, ki so volili, ampak tisti, ki ne volijo, enako kriv. Tako da veliko držav na svetu ima ali obvezne volitve. Če bi pri nas to predlagali, bi rekli, to je tako kot v socializmu. Tisti, ki to trdi, pozabljajo, da v socializmu ni bilo volitev. Kaj si pa lahko izbiral? Včeraj je muzej novejše zgodovine objavil ob 8. marcu. Dnevu žena je objavil sporočilo, v katerem je pisalo: ženske so v Sloveniji dobile volilno pravico leta 1945. Leta 1945 ženske niso dobile volilne pravice. Takrat so jo še moški izgubili. Ne? Ker je ni bilo do leta 1990. Tako se pretvarjamo. Ampak danes jo imamo vsi, ne? Enakopravno, jo moramo pa izkoristiti. Tako da, to je bistveno. Tudi tukaj, ta okraj Idrija Cerkno, ko ste imeli 53% udeležbo, malo nad povprečjem. Se pravi, vseeno malo boljš kot kje. Ampak bistveno slabš kot Ljubljani. Ne? Tukaj je zanimivo. Ne? Največja volilna udeležba je tam, kjer je standard najvišji. Tam, kjer je v najnižji, Prekmurje, predvsem 7., 8. volilna enota, delno tudi 5. in 6. Severovzhodni del Slovenije pa najnižji. Najnižji Šmarje pri Jelšah v celi državi, pa Maribor Tezno. Bivši Tamovi bloki. Najnižji standard, najnižja udeležba. Ljudje, ki so najmanj zadovoljni za situacijo, najmanj volijo. Torej ne more biti dosti drugačen. Če volijo glavno tisti, ki imajo neke privilegije, ki se bojijo, da bi to izgubili, ki bi še več zaposlili v javnem sektorju, to da bi šlo še več tja, pa še manj za plače in pokojnine. Potem bo šel trend v tej smeri. Drugače ga je pa pač možno obrniti. Od tega, ali se gre na volitve, ali se ne gre in kako se glasuje, odvisno poleg kako plačo imate, kakšno pokojnino imate in kakšne številke so na vaših položnicah. Samo, če ste gledali slovenske televizije, razen ene, teh povezav ne boste nikoli slišali. So pa dejstvo. Lahko naštejem 1000 konkretnih dokazov in številk v to smer. Ista država je tako kot s firmo. Ne? Ista firma z enim direktorjem uspešna, slab direktor neuspešna. Ne? Ob istih delavcih, ob istem znanju. Prav tega, kako se upravlja za nečem, je v veliki meri odvisno. Zelo veliko. Zelo veliko. Toliko, mogoče malo preveč širok odgovor na volitve.
Spoštovana gosta, hvala za izčrpne odgovore in številne informacije. Sedaj pa ste na vrsti vi, drago občinstvo. Vabljeni, da postavite vprašanja našima gostoma. Lahko jaz vprašam nekaj. Bi kar prosil, če bi oba odgovorila mi, da me zanima od obeh odgovor. Kaj bomo naredili s Hrvati? To. Ja, če sem na nekem delovnem telesu v državnem zboru na seji, pa je nekdo postavil podobno vprašanje. Ne? Tema je pa bila arbitraža s Hrvaško. Kaj bomo naredili z Ameriko, je rekel. Jaz sem pa rekel, najbolj, da jih kar zasedemo. Ker ni vprašanje, kaj bomo naredili mi s Hrvati, ampak kaj bomo mi naredili. Ker pri vseh teh odprtih vprašanjih smo sami zamočili. Zdaj zadnje tedne, kadarkoli kakšen naš novinar, zdaj so jih nehali, ker niso zadovoljni s temi odgovori, sprašuje evropske politike glede arbitraže in tega, da Hrvaška tega ne upošteva. Tam pravijo, katerakoli država bo zdaj še stopala v Evropsko unijo, mora ta vprašanja rešiti prej. Tudi nam so to govorili. In v mandatu 2004-2008 smo se v skladu s tem tudi obnašali. Da se pravi, da vprašanje meje zapremo do konca. Preden bo šla Hrvaška v Evropsko unijo. To je bilo vsem samo po sebi umevno, ampak je prišla neka vlada, ki je najprej na glas kričala, kako bo Hrvaško blokirala, kar nihče ne počne. Mislim, noben ne grozi na glas. Potem so pa popustili na celi črti. Podpisali arbitražni sporazum, ker ni bilo niti načela pravičnosti. Niti tega, da mora razsodba priti pred vstopom Hrvaške v Evropsko unijo. Mi smo takrat, ne samo mi, veliko nas je bilo takrat proti, žal na referendumu nismo uspeli, ampak smo tudi potem, ko bi že referendum mimo, prosili vladajoče, napište vsaj to noter, da se razsodba implementira, preden gre Hrvaška v Evropsko unijo, drugače s tem ne boste nič naredili. In natančno to se je zgodilo. To se je zgodilo. Hrvaška šla v Evropsko unijo, prišla je ta razsodba, ki je slaba za nas. Hrvaška že prej od tega izstopila, če je bila v Uniji, so rekli, za nas to ne velja več. In zdaj, kaj imamo? Imamo naše ribiče, ki vsak dan dobijo položnice, zato ker lovijo v Piranskem zalivu, ki je nekdaj slovenski. Imamo neko razsodbo, katero smo izgubili. Izgubili četrtino Piranskega zaliva, teritorijalni dostop do mednarodnih voda. Izgubili smo več kot 60 naših državljanov, ki po tej razsodbi zdaj pripadajo Hrvaški. Izgubili smo zaselke na Dragoni, izgubili smo vojaški objekt na Trdinovem vrhu in izgubili od 15 važnih teh spornih točk na kopenski meji je arbitraža Hrvaški prisodila 12, nam pa 3. To je rezultat arbitraže. Zdaj imamo slovensko vlado, ki na vse pretege, zdaj bomo še tožili Hrvaško, skuša, da se to uresniči, kar je neugodno za nas, imamo pa hrvaško vlado, za katero je, da Hrvaška je ta razsodba ugodna, ki pa je proti. Absurdno, ne bi rekli. Ampak ni absurdno. Zakaj ni absurdno? Zaradi tega, ker ima Hrvaška težje mejno vprašanje, kot je to za Slovenijo, odprta Srbijo
Bosno in Hercegovino in delno tudi Črnogoro, Prevlako. In oni ne želijo, Hrvaška ne želi, da zdaj oni priznajo arbitražni sporozum z Slovenijo in je potem to model tudi za Srbijo, Bosno in Črnogoro, češ, ok, pojmo zdaj na neko arbitražo, rezultat bo, ko bo, v tem času pa gre Srbija, Črnogora in Bosna in Hercegovina, Evropska unija. Jok, Hrvaška tega nikoli ne bo pustila. In ima zdaj tudi so podporo iz Brusla, ker pravijo, rešite to pred vstopom v Evropsko unijo. Skratka, Hrvaška dobila vse, kar je hotela, ugodno arbitražo, ki jo bo sprejela, čim, ne vemo, kdaj to bo, ampak v roku 10 let zelo verjetno, bodo Srbija, Črnogora in Bosna v Evropski uniji. Meje z njimi bo Hrvaška izsilila v svojo korist, to grem staviti s komorkoli izmed vas za karkoli, ker je zdaj v tej poziciji. Takrat bodo rekli, ok, no, pa dajmo še tole za Slovenijo, pač mogoče kakva majhna sprememba, pa bo. Torej, Hrvaška ni proti zaradi rezultata, Hrvaška je proti zaradi načina, na katerega se je to vprašanje rešilo. In je brez veze to, ko se je včeraj zgodilo. Zdaj tožimo, za to arbitražo smo mi plačali 7 milijonov evrov. 7 milijonov, zato da smo vse to zgubili. Hrvaška ni plačala nič. Niti evra ni plačala. No in zdaj pa Slovenija te iste odvetnike in pravnike najela za to, da pred sodiščem Evropske unije toži Hrvaško. In bomo seveda plačevali še naprej in seveda tem gospodom bo interes, da to čim dlje traja, ker bo denar letel. Na koncu pa itak ne nič od tega, ker Hrvaška rekla, no pa nam dajte to, kar nam je arbitraža prisodila. Imamo drug problem, ki se je v zadnjih dneh odprl. To so te prenešene vloge podružnice Ljubljanske banke v Zagrebu. Zdaj, da vas ne utrujem s celo zgodbo, v glavnem ste za njo že velikokrat slišali, ampak da ste razumeli, gre za to, da ko je šlo za te bančne skupine v nekdanji Jugoslaviji, sta predvsem Ljubljanska banka in Beograjska banka bili najmočnejši. Beograjska in Ljubljanska banka sta imela filijale, poslovalnice pravzaprav po celi Jugoslaviji. Samostojne podružnice. Samostojne podružnice, ki so delovale v skladu z tisto republiško zakonodajo. Ta banka, ki je delovala na Hrvaškem, je delovala pod okriljem Hrvaške in Jugoslovanske centralne banke. Potem pa je leta 1989, po nekem sestanku med takrat še tovarišem Kučanom in Miloševićem, prišlo do sprememb. Takrat se je naenkrat začelo govoriti, da je Jugoslavija tako med sabo, da je jugoslovansko gospodarstvo, predvsem pa finančni sistem, tako prepleten, da se odcepitev ne splača. In očitno, da bi se ta vtis utrdil, je nekje padla odločitev, da se samostojne banke, ki so jih ustanovile, sta jih ustanovila predvsem Ljubljanska banka in Beograjska banka, po bivši Jugoslaviji, spremenijo v odvisne podružnice, v odnos mati hčera, kar se da pomeni, da mati odgovarja za te podružnice in garantira za neke vloge. Leta 1989 se je to zgodilo,
takrat, ko je že Berlinski zid padel, takrat, ko smo že Majniško deklaracijo podpisali, ker je pisalo, Slovenci želimo živeti v svoji državi. Nekomu to ni bila intimna opcija in se je trudil v drugo smer. No, pol Jugoslavija kljub njihovem trudu razpadla. In naenkrat se je Slovenija znašla v položaju, ko tudi Srbija deloma, ne, samo oni se na to sploh niso ozirali, ko je bila delno tudi Kreditna banka Maribor, ampak 90% Ljubljanska banka, odgovorna za vloge, ki jih ni bilo, za devize, ki jih v bistvu ni bilo, ker so šle v Banko Jugoslavije, v Zagrebu, Sarajevo, Skopju. Jasno, šlo je za veliko denarja v tistih časih in iskale so se rešitve. Ko je šlo za devizne vloge, je bil dosežen potem nek dogovor, ratificiran dogovor med državami, ki so nastale na ozemlju bivše Jugoslavije, da je vprašanje teh deviznih vlog vprašanje nasledstva, sukcesije, kamor se da vse, kar je ostalo od ranke države in tudi vse terjatve in da se potem to na nek način poplača. Ko Jugoslavija, takrat, ko smo šli mi iz Jugoslavije, je imela ta država, se drugače ne moglo obstajati v mednarodnem prometu, določene devizne rezerve, zlate rezerve, delom je bilo to v tujini deponirano, skratka je neko premoženje bilo in bi se to dalo do neke mere poglihati. Hrvaška je ta sporazum ratificirala. No, potem pa je naenkrat, potem so začela naenkrat hrvaška sodišča procesirati tožbe tistih, ki seveda iz tega nasledstva še niso nič dobili, tako ko nič drugi. In te tožbe so bile usmerjene proti Novi Ljubljanski banki. Nova Ljubljanska banka je pa nastala z ustavnim zakonom iz leta 1994, ker je takrat Slovenija želela Ljubljansko banko in Kreditno banko očistiti teh zadev, da bi lahko normalno poslovali. In so aktivo prenesli na nove banke, terjatve in dolgove pa so pustili na starih. Zdaj, ko smo pri tem, treba tudi vedeti, da toliko, kot je recimo ta podružnica Ljubljanske banke v Zagrebu imela dolgov, oziroma je bila dolžna, imela obveznosti do varčevalcev, toliko je imela tudi terjatev do hrvaških podjetij. Ker hrvaška podjetja so imela tam kredite tudi blizu 100 milijonov takratnih mark. In približno izenačeno je bilo to. Mi smo s Hrvaško potem dvakrat že skoraj dosegli dogovor, da se to računovodsko poravna, pa da se s tem ne ukvarja niti nasledstvo, niti obe vladi, niti tako naprej. Zdaj, ker so bile tukaj tudi fizične osebe, je prišlo tudi do tožb na Evropskem sodišču in to je Slovenija izgubila. Izgubila pa zato, ker je del teh terjatev dejansko ostalo na Sloveniji, zaradi tiste spremembe statusa podružnic, ker je Hrvaška, mi smo, recimo Slovenija, je za vse individualne varčevalce po osamosvojitvi, ne glede na to, ali so imeli vloge v Ljubljanski banki, Mariborski banki, Beograjski banki, Poštni banki, garantirala, izplačala, spremenila, se pravi, kdo je imel hranilno knjižico v Beograjski banki in je bil od kjerkoli v Ljubljani, v Beograjski banki v Ljubljani, v podružnici je dobil denar nazaj. Hrvaška pa ni naredila, Hrvaška je pa to garantirala samo svojim državljanom. Samo tistim, ki so imeli hrvaško domovnico, ne pa recimo Srbom iz Hrvaške, ki takrat v tistih turbulentnih časih na Hrvaškem seveda niso dobili hrvaškega državljanstva.
so imeli svoje krajine in tako naprej. In teh vrčevalcev je bilo relativno veliko v tej podružnici Ljubljanske banke in ti so pol tožili v Strasbourgu in so tudi isto žili in te plačujemo. Te plačujemo. Te primere, ki je zdaj odprt, ne gre za njih, gre za v bistvu terjatve in dolgove hrvaških pravnih oseb. In to je Hrvaška enkrat pristala, da je to stvar nasledstva. Potem so hrvaška sodišča, kot sem dejal že prej, začela to spet odpirati in tik prej je šla Hrvaška v Evropsko unijo, prej smo mi ratificirali njihovo pristopno pogodbo. 11. marca leta 2013, drug teden bo točno 5 let, je Hrvaška potem podpisala na Mokricah, njihov predsednik Lale Milanović, jaz kot predsednik slovenske vlade takrat, poseben memorandum, v katerem se je hrvaška vlada obvezala, da bo Hrvaška ustavila vse sodne postopke na hrvaških sodiščih do Nove Ljubljanske banke in da ne bo začenjala novih. Pisali so ponovno to, kar je na nek način že, kar itak ne bi smeli početi, ker je to izhajalo iz sporazumov nasledstva. No in nekaj časa se dejansko ni nič dogajalo, sodni postopki so stali, novih niso začenjali. Potem se je pa lani začel ta spor okoli arbitraže in kot smo slišali včeraj, naslednji dan, ko so naši organi poslali hrvaškim ribičem položnice, zato ker so lovili v slovenskem delu Piranskega zaliva, glede na arbitražno mejo, so hrvaška sodišča začela pošiljati izvršbe Novi Ljubljanski banki. No in eno od teh sodb je ta banka plačala. V nasprotju s slovenskim ustavnim zakonom, v nasprotju z dvema mednarodnima sporazumoma, ki je to pač prisodilo hrvaško sodišče. Nova Ljubljanska banka, ki je v 100% državni lasti, vaši lasti, je plačala sodbo hrvaškega sodišča, ki je nezakonita. Včeraj smo slišali, včeraj je bila komisija za nadzor proračuna, Državnem zboru, kdo je kdo spremljal, vsaj tisti prvi odprti del, kjer so bili manj zgovorni, na zaprtem delu pa je bilo zelo jasno rečeno, da je uprava Nove Ljubljanske banke o tej tožbi obvestila vlado, vrh koalicije, predsednike parlamentarnih strank, se pravi Cerarja, Židana, Erjavca in vodje poslanskih skupin teh strank, prosila za zaščito, ker če ne plače, je seveda Hrvaška rubi iz premoženja, ki ga ima NLB na Hrvaškem. V manjših zneskih se je to dogajalo, ko smo včeraj slišali že 2015, pa noben med nami ni vedel. Ampak so rekli bankiri, od vlade ni bilo nič. Nobene zaščite, nobenega sklepa in so plačali. In so ustvarili precedens. Če šla ta veriga naprej, se zna zgoditi, da boste vi, ker to je vaš denar, še banka, naš, plačali 400 ali več milijonov evrov dodatno. Če smo tudi slišali, da nekaj tednov nazaj je bilo objavljeno, se je Nova Ljubljanska banka hvalila, da ima ne vem kakšen dobiček za lani. 200 milijonov in še nekaj. Če smo slišali, da ga ne more izplačati, ker Evropska centralna banka tega ne dovoli, ali pa so dobili opozorilo v tej smeri, zaradi teh tožb, zaradi teh tveganj. Če že mora to v rezervaciji. 2015 je bila prva izvršba, nič nismo o tem vedeli. Lani so prišle te sodbe. Ste kaj slišali, da bi ga kaj napisal to?
Zunanji ministrstvo ni poslalo nobene note Hrvaški, nobenega protesta ni bilo, nobenega alarma nismo dvigali. Hrvaška s tem krši 2 mednarodna sporazuma, ne, krši naše zakonodaje, tudi, krši tudi 2 mednarodna sporazuma, lastno zakonodajo. In mi nismo niti protestirali, plačali smo. Tako da ni vprašanje, kaj bomo mi storili s Hrvaško, vprašanje, kaj bomo mi storili sami sabo, da se to ne bo več dogajalo. Že o tem, kar sem na zadnje govoril, boste v naslednjih dneh slišali še veliko. Potem, ko smo mi skušali 10 dni izterjati od pristojnih neke odgovore, ker pazite o tem, kaj se to dogajalo, to so objavili tuji mediji. To je pisalo na spletni strani Bloomberga in agencija Reuters je o tem poročala. Te smo mi sprašvali vlado in banko in ne pev, ne mev. Šele včeraj, ko je bila ta nadzorna komisija, so pač morali dati neke odgovore in smo jih pač dobili. In namesto vlade smo potem mi in tudi Nova Slovenija prispevala podpise, vložili ustavni zakon, s katerim, ker predlagamo, ker ni še sprejeti, da rabimo 60 glasov za to, ker enostavno prepovedujemo Novi Ljubljanski banki, da plačuje te nezakonite, neupravičene sodbe hrvaških sodišč, če jih pa hrvaška davkarija izterja iz premoženja naših bank na Hrvaškem, potem lahko naša davkarija enak znesek enostavno vzame z računov hrvaških oseb, pravnih oseb, ki so v lasti hrvaške države, brez kakršnihkoli postopkov. Tak zakon ali pa nekaj takšnega bi morala predlagati vlada že leta 2015, ko je prišlo do prvih teh zaplen. Pa zanje nismo niti vedeli. Nismo niti vedeli. Včeraj smo skušali dobiti neko potrditev tega, oziroma neko podporo, tudi pri drugih strankah, nekateri so že javno obljubili, nekateri nejavno. Vlada je rekla, da imajo tudi oni pripravljene neke rešitve, že 3 leta, pa ni bilo nič od tega. Tako da jaz ne bom rekel, da sem 100% optimist, ampak mislim, da bomo tak ali pa podoben zakon uspeli spraviti skozi proceduro in verjemite mi, tisti trenutek, ko bo objavljen v Uradnem listu, ne bo nobene več izvršbe, nobene več sodbe, ker se ne bo splačalo kršiti. Tako da, to je to. Če se pri arbitraži enako odgovorno obnašali, bi imeli podobno situacijo, ker ne bi bili nemočni. Da smo si pa sami zvezali roke in mogoče bo kdo, ki bo čez kakšnih 6 ali pa 7 let, ko bo Hrvaška sprejela to arbitražo, rekel, zdaj smo pa zmagali. Je bo še en fantastičen. Ja, mogoče še, če dodam, sicer nekaj veliko dodati, v tako izčrpnem odgovoru. Moram povedati, da se hrvaški politiki tudi znajo veliko bolje sukati po evropskem in tudi sicer po mednarodnem parketu. Jaz sem od blizu spremljala to, kako nam je ministr za kmetijstvo Dejan Židan pravzaprav po eni strani zapravil teran, in to zato, ker... Tudi tam tožimo. Ja, tudi tam tožimo, torej tožbe so tiste, ki nam na koncu ostanejo, ampak Evropski komisar za kmetijstvo je tako na 4 oči med hodniki pojasnil, da se minister Židan, ko so ga povabili, naj se začne pogovarjati z Hrvati glede terana, je zamahnil z roko, rekoč, mi imamo teran v Sloveniji že zaščiten, se nimam s kom pogovarjati. Ampak
pogovarjati, se moraš tudi takrat, ko imaš nekaj zaščiteno, če vidiš, da ti tisto nekdo želi na določen način speljati, ne. Tako da smo pravzaprav za vse svoje težave, tako kot je povedal Janez Janša, krivi povsem sami, ne. To bi bil moj odgovor na kratko. Bomo imeli na leto Hrvate voliti, da bojo nam uštevili. Mene pa zanima, kako boste, če pridete na oblast, če pridemo nazaj na oblast, kako vse to popraviti, na kakšen način, kako to zavoženo stvar spraviti v ta pravi tirnice. Glede Hrvaške, glede zunajne politike nasploh, delamo sramot, mislim, da so tako sramote naredili, da... Ja. No, glede... Pa še za Patricijo bi še povedal, ko imam lih mikrofon, Patricija, če se bi dalo na temu sodišču v Štrasboru, kaj imamo men, da tam od Klemenčiča Svakinjo, da ona odloča, kjera tožba bo šla, skozi kjera ne, kako to lahko tam obstaja, no, to me zanima. Hvala za odgovor. Govorila to zelo na hitro. Na to smo bili evropski poslanci, slovenski evropski poslanci, na to težavo večkrat opozorjeni. Direktnega vpliva Evropski parlament na sodišče za človekove pravice, kot veste, nima te pristojnosti nad tem sodiščem, kar je tudi pravne, sodišča morajo ostati seveda neodvisna. Dr. Milan Zver je, mislim, da 2-krat urgiral, tudi je na njegovi spletni strani, celo mislim, da tudi napisan in objavljen odgovor, obvestil je vodjo tega mednarodnega sodišča za človekove pravice, so naredili te interne preiskave in zagotavljajo, da gospa ravna v skladu z zakonodajo. No, tukaj je ogromno pritožb na ta konkreten primer, ki pa so bile pavšalno zavračane in ni bilo neke potrditve do pred nekaj tednov, ko se je oglasil bivši sodnik tega sodišča, Boštjan Zupančič, ki je to potrdil. Zdaj prej so na te pritožbe tam rekli, ja pa to, nekdo je izgubil, pa se pritožuje, ne. A veste, ne, sej sodišče nikoli niso vsi zadovoljni, tako pavšalno, ne. Zdaj, ko je pa nekdo, ki je to od blizu spremljal, 9 let ali koliko je bil tam, je pa to nekoliko drugače, no. Tako da, jaz mislim, da vsak dan se kdo pritoži, ker je to bil škandal, ker je bilo veliko ljudi prizadetih, no, da bo zdaj to malo težje, no. Po moje gospe že iščejo kako drugo službo, no, če mene vprašate. Dvomim pa, da bo odgovarjala. Žal. Glede tega, kako stvari spraviti v red. Ja, nekatere stvari laže, nekatere stvari teže. Nekatere stvari laže, nekatere stvari teže. Glede znanja politike nasplošno ni problem, ker se pač treba oziroma se mora Slovenija začeti obnašati odgovorno v skladu z obvezami, ki jih ima, zavezništvi, ki jih ima. Ne zdaj tukaj kvariti ali pa se streljati koleno z raznimi Palestinami in tako naprej. To je dosta avtomatsko. Kar se Hrvaške tiče, to z bankami zelo enostavno rešiti, ker če ne drugače s tem ustavnim zakonom. Kar se meje tiče pa, gledajte, ni treba nič narediti, sandarje ne zapravljati, če ste zadovoljni z arbitražo, bo samo padle. Doseči kaj več od tega. To pa, ne vem, bi pa rabili čarovnika, ne, za to. Ker
se je formalno to pristalo, priznalo, kričali so, vlada je kričala, kako je to fajn za nas. Ne. Zdaj druga vlada pa reče, da ni to dobro za nas, ker pač mednarodno pravo je tako, ni važno, kjera vlada je, ne, kjera barve, kakorkoli je pač vlada te države in to je to. Obveznosti, ki si jih sprejel, pač veljajo. Rešitev ostalih problem pa v veliki meri odvisna od volitev, od glasov, od koalicije. Ne. Patricija prej parkrat rekla Janševa vlada. Ne. Jaz sem vedno zastrigel z ušesi, ne. Ker če bila tista res moja vlada, bile stvari drugačne. Zdaj bom tako rekel, če bi tam Slovenska demokratska stranka imela 51 glasov, 51%, če bi imeli 46 glasov, v tistem mandatu, verjemite, da večino teh problemov, o katerih danes govorimo, ne bi bilo. Ampak jih nismo imeli. In to ni bila moja vlada, to ni bila vlada SZS, to je bila koalicijska vlada. Ne, tako se reče, se jaz ne polemiziram s tabo. Tudi rečemo Pahorjeva vlada, pa tudi ni bila čisto njegova, ker je bila tudi koalicijska. In tudi ta, ki je, ni Cerarjeva, včasih je bolj očitana. Čeprav imajo samo 5 glasov, so najmanjša parlamentarna stranka, pa se obnašajo, kot da so šefi, ker imajo pač 70% glasov v podzemlju, se pravi v zaledju. Ne. In realna moč je tista, ki pač teje. Mi smo imeli v koaliciji še Novo Slovenijo, ki je bila v času dr. Bajuka trden koalicijski partner, ne. Druga najmočnejša stranka in si lahko samo želimo takšnega partnerja. Slovenska ljudska stranka, ki je bila dober koalicijski partner do začetka leta 2008, ko je gospoda Podobnika zamenjal Boško Šrot, ki je naenkrat rekel, jaz nisem podpisal koalicijske pogodbe, za me ne velja. Imeli smo seveda gospoda Erjavca in Desus, ne, ki so skozi držali klobuk v roki in niso vedeli, ali odhajajo ali prihajajo in bliže so bile volitve, težje je bilo. Zdaj, če je bilo neko oddaja na nacionalni televiziji, kjer je minister leta 2012 naše vlade, gospod Šušteršič, rekel za naš prejšnji mandat, da je tista naša vlada oziroma koalicija imela načrt, da privatiziramo in spostavimo normalno stanje v slovenskem gospodarstvu, pol pa da smo si premislili, ne? Pa da smo hoteli pol z nekim svojim omrežjem zadevo prevzeti. Mislim, nič ni bolj daleč od resnice. Mi se nismo premislili, premislila sta se pa dva partnerja. Ne? Leta 2008 sta tako Desus kot takrat ljudska stranka pod vodstvom takratnega predsednika Boška Šrota rekla, mi smo pa za nacionalni interes. Nismo za privatizacijo Telekoma, nismo za privatizacijo Nove Ljubljanske banke, nismo za nič. In koalicijska pogodba de facto je bila mrtva črka na papirju, poleg tega smo takrat še vodili Evropsko unijo, ne? In se ni dalo, pa zadnje leto pred volitvami, kaj boš naredil? Nič. Postopki so bili v teku, morali smo jih ustaviti. Za Telekom, ne, paste, za Telekom je takrat mednarodni javni razpis, bili so 4 ponudniki, izklicna cena delnice je bila 460 evrov za eno delnico Telekoma, 460 evrov in verjetno bi lahko iztržili še nekaj več, ker so bili 4 ponudniki. Ampak se je Desus premislil in se je gospod Šrot premislil in smo morali preklicati javni razpis v samem zaključku in izpasti tudi neverodostojno. Ko se je nekaj let nazaj spet Telekom prodajal, veste, koliko je bila cena za eno delnico? 60 evrov. 60 evrov. Ne. Torej, kaj hočem povedati? Hočem povedati, da takšne stvari stanejo. Tukaj je bila razlik, tudi če danes prodate Telekom delnica 120, 130, ne vem, 406, nikoli več ne bo. Nikoli več. In smo izgubili milijardo pa pol
Za 1,5 milijarde naredimo tretjo razvojno os. Ne. Za 1,5 milijarde rešimo praktično vse pereče stanovanjske probleme slovenskih mladih. Ali pa jim vsaj bistveno pomagamo, to je zelo velik denar. In ga nismo dobili zaradi tega, ker so tisti, ki so tam vedrili in oblačili in ki so imeli Novo Ljubljansko banko za svoj bankomat, to preprečili. Preprečili so pa tako, da so tiste, ki so imeli vpliv, in to sta bile 2 koalicijski stranki, tako ali drugače to prepričali ali kupili ali podkupili, niti ni pomembno. Sem v Novo Ljubljansko banko, včeraj smo naredili te izračune, smo od začetka 90-ih let slovenski davkoplačevalci dali več kot 4 milijarde evrov dokapitalizaciji, iz vašega denarja, iz davkov. 4 milijarde evrov, to je skoraj pol letnega proračuna. Dobili smo v vsem tem času pa za slabo 1 milijardo dividend. Se pravi, 3 milijarde. 3 milijarde je poniknilo v nevrnenih posojilih gospoda Jankoviča, Rigelnika in še cele plejade teh ljudi. 30 000 hiš je šlo. Ali stanovanj. Je poniknilo nekje. Ne? Ni šlo v nič, ker nekdo je to pobral. Ne? Niti eno teh ni odgovarjal, ni bil obsojen. Ne. Včeraj so bili nekateri prvič imenovani v tisti oddaji. Pa še tam so manjkale največje ribe, ne, moram reči. Nažalost. Pa so le celo predstavljene nekatere kot del rešitve. Torej, na naslednjih volitvah rabimo trdno večino, trdno koalicijo, ki bo sposobna stvari normalizirati. Slovenska demokratska stranka tudi ne bo šla v vlado, ker bi morali ponavljati kalvarijo, recimo iz leta 2012. Tudi ne bo šla v vlado, ker bi Desus bil jeziček na tehtnici, ker si potem skozi talec odgovoren si za vse, narediš lahko pa samo tisto, kar ti najmanjši dopusti. Tako da, če bo slovensko volilno telo spet izbralo neko rešitev, da se še naprej muči, pač volivci imajo vedno prav. Mislim, da se nekaj prebuje in da bo ta pomlad nekoliko drugačna od prejšnjih. Je pa to od vas odvisno. Prišli smo k koncu pogovornega večera, zato mi dovolite, da se ponovno zahvalim našima gostoma. Predsedniku Slovenske demokratske stranke Janezu Janši in evropski poslanki Patriciji Šulin. Hvala občinskemu odboru SDS Idrije za organizacijo in iskrena hvala tudi vam, draga publika. Občinski odbor SDS Idrija se gostom zahvaljuje z manjšo pozornostjo.